The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Čau, dobrodošli nazaj. Še en hit recap od današnje etape. Najprej spet, kako je Polit odpeljal, je meni pač noro. Model je res dizel, pač gre do zadnjega klanca, skoraj da ne, oziroma do zadnjega klanca je bil spredi. Pač noro. Kar se tiče drugih, tukaj treba najprej še omeniti, da Rogliča ni več noter od zadnjega recapa, ki sem ga posnel. Ne vem, Rogla ima res smolo. Se je v dostih situacijah na nepravem mestu oziroma neprav trenutek, ampak to, kar je bilo pa letos, prvi padec si sam kriv, ta drugega, ki ga je pa pokosil ne vem, se mi zdi, da ne samo v Sloveniji, ampak tudi, ko spremljam po svetu, ga je orang Rogliča vsem pač žal, da ima tako smolo tudi med tekmovalci. Tako da nič Rogla, upam, da si čim prej pocajtaš, da greš novim zmagam naproti in to je to. Kar nekaj je spet telih COVID caseov v pelotonu, tako da upam, da od favoritov ga od favoritov noben nima, no. Ne vem, kaj s telim kavčom, ker nič nisem zehal, preden sem zasedel, zdaj sem takoj začel zehati, tako da ne vem, kaj je fora. COVID caseov je kar velik, danes jih je kar nekaj odstopil, med temi bolj vidnimi je bil Pidcock, Bettiol, ne vem, če sta oba zaradi covida, ampak tako da par kolesarjev tudi voz s covidom, ki zgleda ima eni malo bolj orang primer, eni pa pač ne. Tale kavč ubija me. Pa spil sem glih, ne vem, 3-4 deci turške kave, pa je takole. Tako da današnja etapa, jaz sem pričakoval, da bo v bistvu mogoče malo kasneje še celo napadel Pogačar, sam pa se je videl, da je glih ta prav trenutek šel, ko pol je bilo bolj ka ne, je bilo dosti bolj ravninski del in tam, če bi ga Vingegaard prijel, bi se pa sam za njemu lepo furil, tako da je napadel direkt ta prav moment. Zdaj se mogoče tudi vidi, da niti nočejo pokriti vsi takoj Pogačarja. Kaj da fuck je to? Da nočejo takoj pokriti Pogačarja in da grejo kar nekako v nek svoj ritem, zato ker vidijo, da če ga direkt pokrili, bojo šli zelo hitro v filter. Saj tako deluje, no, od zunaj. Pogačar danes koliko 39 sekund, 40 sekund prednosti. Če bo še jutri na ta princip odpeljal, kaj zadnji klanc še težji, pa še 5 kilometrov mislim, da daljši, pol bo za moje pojme kar Pogačar tist, bo imel kar orang rumeno, se pravi že zdajle bo imel okrog 2 minute prednosti, če jutri pride na 3 minute, pol bom jaz čisto spremenil moj stance, ker sem še zdaj mislil, da bo Vingegaard, ne vem, imam še zdaj v glavi kako je lanski let dubu in pol kar čakam na to nočno moro, da se je zgodila. Tako da upam, da se nov Pogačar danes res pokazal, da pismo odpeljal se jim je k kralj, tako da upam, da je to. Zdaj še za vse tiste, ki greste v Francijo, pa ki boste navijali danes, ta vzdušje, ki je bil gor, je bil pač nor. Pazite, da ne boste pokosili kakšnega kolesarja, predvsem en Bučman, ne vem, jaz bom kar rekel francoski, je imel neke smoki ali kaj v vrečki in ne vem, če ste opazili, ampak je zuno vrečko, ne vem, jih je Pogačarju najprej vrgel, pa mislim, da pri Vingegaardu jih še Vingegaardu vrgel direkt v mavel. Tako da
pač ne tega delati. Verjamem, da ne boste, ampak vseeno, ne vem. Vas kolesarji že tudi slišijo, tudi če ste pol metra dlje stran od njih, ne rabite biti direkt v njihovi faciji noter. Tako da ja, je pa bilo vzdušje pač res noro. Ne vem, mene bi bilo skoraj ne strah se tam gor voziti. Ampak ja, pač noro vzdušje na dirki. Tako da jutri, evo, še ena etapa, zelo podobna, sicer še 40 km bo imela več, tako da bomo videli, za koga bo to boljši, je pa zadnji klanec dolg dobrih 15 km, skoraj 8% naklon, s tem, da se spet zadnje 3 km se malo poravna. Tako da zadnja ta špica je pa enih 12 km do konca, ki je spet 10% plus, tako da se zna zgoditi, da bo spet tam v enem momentu, ampak se pa praktično do tega, na začetku je malo bolj položen, pol sredinski del je pa skozi od 7 do 10% se giblje, tako da bo itak, jutri bo ja, še bolj zahtevna etapa v bistvu, kakor pa danes. Tako da me kar zanima, kako bojo, ja, se pa zna zgoditi, da bojo da bo jutri večja šansa za pobeg, zaradi tega, ker so malo drugače klanci razporejeni in je malo več ravnine, tako da se zna zgoditi, da bojo že lahko tudi na predzadnji klanc napadali oni, ki bojo hoteli pobegati, zato ker jaz mislim, da favoriti bojo jutri bolj kot ne sam na zadnji klanc štartali in vmes sta pa že še dva. Tako da ja, po moje, da se bo zgodilo, da bojo napadali že prej in da bo ta skupina ubežnikov imela večjo prednost kot danes in da bomo jutri v bistvu gledali dve dirke. Tako da evo, to je to. Zdaj pa še oni, ki bi radi podpirali kanal, prvi link v opisu, annual subscription, 30 € pride za cel let, pa imate 5% popusta na tudi že znižane artikle na naši spletni strani. Sprava, hočete imeti kakšne seksi nore drese za Tour de France, imamo tudi eno majico prav posebej za to narejeno. In še polno enih drugih stvari, od vse pa če proizvajalec ASOS, so sam naši dizajni. Pol pa isto imate popust na Princeton obroče, zdajle, ki prihajajo kolesa, bo še na kolesa, Ceramic Speed, praktično vse, kar imamo na zalogi, je še dodatnih 5% vse, kar je na spletni strani, je še dodatnih 5% popusta, od Berg sedežev in tako naprej, tako da isto Sioma, ja, skratka, ful enih stvari. Tako da ja, oni, ki ste se že prijavili, v kratkem boste dobili en mail, ja, boste mogli nekaj poklikati, in to je to. Hvala, ki spremljate, evo, jutri bom videl, če se bom sploh lahko javil, drugače pa v ponedeljek dopoldan naredim video, kaj bo jutri potekalo, pa kaj nas čaka v zadnjem tednu. Tisti, ki pa greste na tur, pa uživite, klele vidim, da Petra Mersat iz Velobara gresta, pa še polno prijateljev, tako da ja, to je to. Nič, pejte na kolo, se vidimo, čau.